za Rateč, marnjamo pa Rateč, smo nekaj posebnega, takrat drug pravijo, takrat k parabima pa vsi skup stopimo. Bo kar držalo, kar pravijo, da ima zadnja vas pred tromejo med Slovenijo, Italijo in Avstrijo kar nekaj posebnosti. Čeprav bi po marnanju Tine Brlogar kraj kaj hitro postavili na Gorenjsko, pa tam govorijo zilsko narečje koroške narečne skupine. Besede kot sta bajsa, ki pomeni ovco bele barve, ali pa čiba, ki je odrasla kokoš, so zbrane tudi v slovarju rateških besed, ki so ga pripravili pred leti na pobudo turističnega društva Rateče Planica. Njegova članica je tudi Jerca Kramar. Po zimi mi rečemo, če je blik snega merki, da te ne bo kakšen obreh zasul. Potem streh krucelj zrastejo. No in prav s temi zimskimi reki smo prišli še do ene rateške posebnosti, povezane predvsem z zimskimi meseci, ki pa so tam precej dolgi. Kot pravi Tina Brlogar, prav tako iz turističnega društva, imajo tam pravzaprav le 2 letna časa, zimo in avgust. Mi smo pač tega navajeni, da pol leta pač sneg mečemo, pol leta pa drva prštimujemo, to majhen v hecu. Zdaj zadnja leta se moram reči, da je občutno toplejše, se pa Ratečem reče tudi Kranjska Sibirija. Naš župnik Jožef Lavtižar je tako Rateče poimenoval, kar mislim, da tudi dotiče zelo temu kraju, ker tudi poleti, ko je pri nas, rečemo, čez dan tudi 35 stopinj, recimo, se pa po noči ohladi, tako da turisti, vsi obiskovalci, ki pridejo v Rateče, pravijo, da je to najboljša vas za spanje. Sicer pa naj bi bilo prav rateško zdravo podnebje razlog, da se je tja vrnil službovat Josip Lavtižar, duhovnik pa tudi pisatelj, zgodovinar in potopisec, ki ga domačini ne pozabijo omeniti in ki je v vasi pred eno od 2 cerkva dobil tudi spomenik. Turistična vodnica po Zgornjesavski dolini Anja Zornada pove, da je tudi to, da ima tak kraj kar 2 cerkvi, posebnost in se spomni še ene. Kot zanimivost je pa tudi tukaj, če se navežem na nizke temperature, zelo malo skednov je tukaj v Ratečah praktično vidnih, hiše so pa velike. Ukvarjajo se pa z govedorejo, tukaj, glede na to, da so dosta ostre razmere za kakršne koli poljščine, krompir so gojili, so v svojih časih tudi lan gojili, ampak zdaj to ni več v praksi. Je pa zanimivo, da oni vsak dan krave ženejo na pašo in jih zvečer priženejo nazaj domov. Imajo pa krave mesto v spodnjem oziroma v pritličnem delu hiše. In zakaj je temu tako? Izključno zaradi toplote, To recimo mogoče ena taka zanimivost in še danes recimo je ta navada, da zjutraj krave ženejo na pašo in zvečer jih priženejo domov. Čeda mi pravimo, to je paša živine, ki se dnevno pač goni na pašnike od tam nekaj meseca junija pa do septembra. Glede na zapise so Rateče ena starejših naselbin v Zgornjesavski dolini. Znan je rateški ali celovški rokopis iz poznega 14. stoletja, ki naj bi bil eden prvih zapisov v slovenskem jeziku, hranijo pa ga v Celovškem deželnem muzeju. Sicer pa se svojim muzejem lahko pohvalijo tudi v vasi. Najdete ga v Kažinkovi hiši in je posvečen zgodovini kraja in kulturni dediščini. Značilna je rateška noša z rateškimi žoki, ki jih še vedno izdeluje tudi Tina Brlogar iz turističnega društva Rateče Planica. Jaz izdelujem pa rateške žoke, to so pa tradicionalna obuvala. Zdaj so namenjena copatam, notranjim so pa izdelana iz domače ovčje volne. Potem se pa na kupitu oblečajo v usnje, to so super topli copati za pozim in pa za polet, ker polet volna hladi, pozim pa greje. So pa jih uporabljali tudi za ven, zanimivo. Poleg gojzarjev so odzunaj nosili tudi žoke. Poleti so Rateče, ki imajo na eni strani karavanke in na drugi julice, izhodišče za pohodnike in kolesarje, po zimi za tekače na smučeh in seveda ljubitelje smučarskih skokov. Zdaj, mogoče bi omenila pa še železnico, ki včasih vozila,
Včasih je v bistvu bila povezava tukaj železniška do Rateč, pa potem naprej še v Italijo. Danes te proge železniške ni več, je kolesarska proga, ki gre po celi Zgornjesavski dolini in se potem nadaljuje še v Italijo. Moram pa reči, da v tistih časih, ko je bila železniška proga vzpostavljena, je bilo tukaj zaradi tega tudi zelo veliko že zanimanja strani raznih turistov, gostov in prišlekov. Tudi v bistvu začetki Planice, ki je nedaleč stran od Rateč, so povezani s tem, da so ljudje pravzaprav prišli z železnico, z vlakom iz Ljubljane. Tudi recimo Stanko Blovdek je prišel s svojim kolegom gor in sta iskala primerno lokacijo, kjer bi postavila skakalnico, in sta tudi z vlakom se pripeljala do Rateč in potem sta se peš odpravila v dolino Planice, kjer sta pravzaprav začela zastavila prvo skakalnico. In čisto mogoče je, da sta se ustavila tudi na rateških krapih, ki so še najbolj podobni mišičastim tortelinom, gre pa za nadevano in skuhano krompirjevo testo. Krapi so pravzaprav značilna jed za cel predel Zgornjesavske doline. Je pa od Gozda Martuljka, Kranjske Gore, Podkurjena, Rateč, so pripravljeni na majčken drugačen način. Zdaj v Ratečah so zelo poznani oziroma tipični so kocovi krapi. Zdaj koce so te majhne hruške tepke posušene, tako da je v bistvu taka sladka varianta. Lahko je pa tudi slana varianta in sicer to so pa krapi nadevani z skuto, s polento in pa lahko zraven dodan, je v originalnem receptu tudi pehtran. Krapi z ribami nimajo nikakršne zveze. Anja Zornada tudi pravi, da se še zdaj sprašujejo, od kod so dobili to ime. Morda zato, ker se jih vrže v krop. Kakšni so, ko so skuhani, pa lahko poskusite že to sredo, 15. avgusta, ko bodo v Ratečah pripravili tradicionalni vaški dan.